dobrodošli našemu nocojšnjemu gostu. Bom rekla, kar težko pričakovanemu, gospodu Robertu Friškovcu. Jaz mislim, da bo lahko malo zaploskal. Dobar večer. Jaz priznam, da si nisem niti pod razno mislila, da bo gospod Robi tako enostavno pristal, glede na njegove obveznosti, ki jih ima vsak dan. Ko sem ga poklicala, je pa tako je bil za stvar, ne, seveda, pridem, ne, z veseljem. S tem ta ideja, moram povedati o obisku v knjižnici Rogatice, že kar nekaj časa zorela, ampak je bilo malo, bi rekla, komunikacijskega šuma, pa se veste, ne veš, kak bi se obrnil, kam bi ga poklical, pa sem poskušala en mail, ko je vsem znal, pa ni odziva, gre se sipati z njimi, ne. No, potem pa je gospa Rogačenka, gospa Valči spremenila to misijo nemogoče v misijo mogoče in sicer smo dobili, da smo šli kar vaše znanke, prijateljice, ne vem, rečem, Urške, tako se Reznik, Urške Reznik, Pregl. Se poznate, pa je, no, tako gledam, da je po taki poti gospod Robert prišel tole k nam, ne. Zdaj jaz mislim, da kaj posebej ni potrebno predstavljati kot stališče njegovega profesionalnega dela, me pa v bistvu vseeno zanima, primem hitro, kdo je Robert Friškovec? Najprej, če dovolite še enkrat, da vas pozdravim dobro večer, ampak po mojem standardnem pozdravu dobro večer, dragi obsojenci in obsojeni. Ja, ljudje se nasmihajo, ker mislim, da se Robi heca. Jaz pa pravzaprav nisem resnično, ker nikoli ne želim biti pred ljudmi, govoriti o delu, poslanstvu, življenju kot nekaj, kar je zanimivo oziroma tisto, kar se sliši fajn za oko, ampak da se človek lahko tudi sam pri sebi vpraša, kaj pa jaz. Kaj je v mojem življenju tista ujetost, zaprtost, konc koncev največkrat smo zaporniki tukaj noter, na sami v sebi, pa ne govorim zdaj, da bi ne vem, kaj nas hudega prav držalo, ampak ja, lahko so to čisto vsakodnevne zamere, užaljenosti, ljubosumje, jeza, ne vem kakoli, ko te kar drži in se ti pozna na tvojem obrazu, da ni vse v redu. Kdo je Robert Friškovec? Jaz pravim zase v prvi osnovi, da sem človek, ker če odpovem na tej dimenziji, potem mi nič drugega ne pomaga, tudi to, da sem kristjan in tudi to, da sem duhovnik. Sem, oziroma se učim biti preprost človek, da si ne delam kakšnih utvar, da sem nekaj posebnega, čeprav je vsak človek nekaj posebnega, kot pravi Pavček. Ampak, drugače pa ja, izhajam iz ene povprečne družine, pravim povprečne. Doma sem iz Škofje Loke, pri nas doma je bil tako imenovani Zwei Kinder sistem, dva otroka in mama in ata. To je bilo včasih povprečje. Danes še to ni več, mislim, da je koliko 1,03 otroka na družino. Drugo povprečje je bilo, da se pri nas doma nikoli nismo kaj dosti pogovarjali. Ko se jaz prišel iz šole, sem me starši vedno sprašvali eno in isto vprašanje, kar vsi starši na tem svetu sprašujete. Kako je bilo v šoli? Moj odgovor je bil dober. Se imaš kaj zaučiti? Ne. Ne. Kam greš ven? Kdaj priješ? Ne vem. Tako, bil je tak, jaz lahko rečem za svojo otroštvo, da imam popolnoma srečno, nič kaj posebnega se ni dogajalo, no. Tako nekako do sredine, potem so se pa začeli stvari malo obračati in tako naprej, no. Robert Friškovec je kristjan in je duhovnik, sem zaporniški duhovnik, ki delam na področju z vsemi skupinami, ki se jih zapor dotika na tak ali drugačen način, ampak več še smo vprašanje. Hvala lepa, mogoče res, ja. Zdaj, ko ste že omenili, ste zaporniški duhovnik. Duhovnik v prvi vrsti, ne? Nekako izstopate iz teh klasičnih okvirjev predstav o duhovniku. Vas pogosto, recimo, pač vas etiketirajo, da ste majčen drugačni. Na vibe smislu. Ne, jaz sem čisto tako, kot vrš župnik. Ja, res, če bi nam dal skupaj, se ni nič razlike. Zdaj, ljudje pa imate neke predstave, kako more župnik izgledati. Duhovniki so lepi in pa postriženi, jaz pač nisem. Če je to zgolj to, kar vas moti, potem... Ja, vas ne moti. Zdaj se hotel slišati, jaz to sem. Vem, kako moram reči. Ne, stvar je v tem, no, jaz sem duhovnik, ampak to, kar ljudje vidijo na meni, tudi kdaj poprašajo, zakaj imam prstene, zakaj imam križ, to so pravzaprav stvari, ki mene, bom rekel, držijo, tudi danes kot duhovnika. Jaz zdaj nimam redno obleke s tem belim ovratnikom, ki imam pravno polar,
ker niti nisem nikoli zdaj tega nosil, no, ker se niti nisem bil navajen skriti za neko obleko, pa to ne povem za druge, oni skrivajo, no pri sebi sem tako veliko krat začutil, da obleka naredita svoja, ne, potem se ljudje začnejo tako obnašati, joj, gospod, ne, in so vse prijazni za mojim hrbtom, pa govorijo drugače. Tega jaz nikoli nisem maral. Vedno je bil izziv, kako prije zdaj do te, bom rekel, pristnosti in spontanosti v življenju. Tudi to, da imam dolge lase in pon zaradi tega, ker sem po naravi stari rocker. Jaz sem vso svojo mladost poslušal rock glasbo in je bilo nekaj naravno, da imam dolge lase. Vse danes, ko mar se kakšna starejša gospa reče, ja, ampak to ni za v cerku. Enkrat se je zgodilo, da sem eni gospe rekel, gospa, pa se Jezus Kristus je imel tudi dolge lase. Gospa reče nazaj, ja, ampak takrat niso poznali frizerjev. Torej, ja, jaz si vedno mislim, da so ljudje, ki jim je nekaj všeč in ki jim nekaj ni všeč. Nekateri ljudi to nagovarjajo, nekatere ne. Jaz predvsem ne želim nikogar žaliti s tem, no, s svojo zunanjo podobo, ampak se želim jaz svojim počutiti, no. In želim tudi to, kar je na moja življenjska pot, moje doživljanje, da me še danes zaznamuje, ker je to del mene. Ne morem reči, zdaj pa odrežem in tega ni več, ker je. Tudi težke stvari v mojem življenju, tudi tisto, kar ni bilo ok, tudi to me zaznamuje. Tako da, jaz pravim vsem duhovnikom in pravzaprav, če rečem tako, zame biti duhovnik je to vsebina, ni forma. Če vam to kaj pove. Vsako poslanec, tudi biti mama, biti oče, je vsebina, ni forma. In to mi je tisto, kar mi je spodbuda, da sem se tega učil. To je v bistvu tisto, kar je vam nekaj zanimivo, da smo si želeli hvala naše bližine, ne? Do tega sem hvala priviti, da se bomo uvijek pisali, ne? Zdaj imam pa tole, več čas počel, da ste duhovnik, ne? Jaz sem se pa zelo smejala eni vaši izjavi, sem jih nekaj sledila in sicer vaše izjavi je še iz časa, mislim, da je do srednje šolskih dni, če se pa motim, da pa popravi. Takle je bilo. Tako je gospod Robi opisoval njegovo videnje pri naših. Pa kaj tem ljudem ni jasno? Tele Margaret Ontarija, potem tisto šmešno polaganje plošče v zrak, a ti tipi res nimajo pametnejšega dela v življenju. Tako se je namreč Robi Pliškovec spraševal kot najstnik, ko je v iskanju smisla obsedil še v domači škofjeloški cerkvi. No to pa se mu je začelo dogajati. Zlasti zvečer pravi, ko se je cerkvi izvlačilo, je bilo nenavadno lepo. Besede iz oltarja so začele dobivati posebne pomene. Ja, zdaj, če si predstavljate enega mladostnika, ki ga danes vprašate, kako je kaj pa bo rekel, ja, kar neki. Kaj novega, brez veze, to je zdaj. Tako, jaz sem bil v podobni situaciji, oziroma še malo slabši, verjetno, no. V sebi sem imel eno težno iskati nek večji nesmisel, kot sem ga sam doživljal. In ta nesmisel so bili zame ljudje v cerkvi, ker meni so se ljudje v cerkvi res deli brezvezni. Jaz sem lahko nedeljam dopoldne gledal živ žal, oni so bili oprnašli. Jaz nikoli nisem razumel tega, zdaj tako, ko ljudje se zbirajo v cerkvi, no tako, do takrat, tudi vzgojeni sem bil v tem duhu. Ampak enkrat sem rekel moji mami, če me lahko zbudite, nekam grem, to je bilo med počitnicami 8. razred prvi letnik srednje šole, in ona me zbudi in jaz grem k maši, ona ni vedela, da grem k maši, in jaz sem se v cerkvi postavil tako od zadej in opazoval ljudi, kaj počnejo. Ste želeli opazovati v cerkvi ljudi, kaj počnejo? Če še niste, enkrat za štos naredite, padel župnik. Tako, iz čistega bom rekel, tako vam pokažem, no. Tako sem stavil in sem opazval ljudi, kaj počnejo. Večina ljudi, ko pride noter v cerkvu, naredi eno stvar. Veste katero? Tole. Če mi poveste, kaj je to, vam dam Nobelova nagrada za znanost. Tole. Kaj je bilo to? To niti najboljšemu telemarku ni podobno. Jaz se upravičujem tisti, ki razbolijo kolki pa kolena, to dela majhni otroci, pride noter. Veliko počepavni, potem naredijo tole. Kaj je pa to? To je tisto, sem rekel, joj, pa kaj tem ljudem ni jasno, ne? Ne zaprejo to firmo, pa napišejo na vrata do nadaljnega zaprta. Ker preprosto, ne vem, danes prepejte enega nevernega človeka v cerkvu in ga zanima, če ga samo svojo držo prepričamo, ne govorim z vsebino, ki ima duhovnik, ampak ni svojo držo. Meni mladi še danes rečejo, Robi, mi ne bomo hodili k maši, ker je maša ful bedna. Točno tako uporabijo, to, če vam dam prevod tega, zelo slaba. Pa ni sama maša slaba, ampak ker preprosto oni, ne vem, ne čutijo, no. Kje pa je problem? Ker če bi jaz pa še po občutku ljudi, ki jih imam pred sabo, mogoče tudi zdaj, ko jih imam, veste, kako je bilo maša?
Sina. Ja, vi to sem videl. To je tako, po te rekli, da ne je bila Maša bedna. Jaz pravim, da je vsaka stvar tako zanimiva, kolikor se da človek noter. Kolikor samka se je prvije. In mi danes ne znamo drugega spodbujati, ne pomagati si, spodbujati, da pademo v stvari. Ne govorim samo o Mašah. Jaz govorim tudi, ne vem, učenje matematike. Ko jaz gledam nekega mladega človeka, ne vem, ko tam 20 minut je na tisto knjigo, tako vas Bogi se smiri sam sebi, kako mu je hodo, kaj bo on to v življenju rabu, pa to je brez veze, pa se tega ne sprašvala, pa je že sprašvala. 20 minut je čas tako. V resnici je to, kaj enih, bom rekel, problemov si ustvarjamo sami in pa rečemo, da je brez veze. Pa ni res, v resnici sam sebe nisem prijel. In to je bilo tisto, no. Meni je potem čez čas začelo malo dogajati, ker doma sta bila mama in brat na eni strani, sta zvedeli, da hodim k Maši, čez 3 mesece od tega, kar se začelo, jaz na drugi strani, tako, a zdaj boš kar k Maši hodil, ja pač bom, kaj. Nisem več prenašal, da je zdaj tako kot joystick sistem, no, vse ste robi v stani, robi v sebi, tukaj je Hrvaška, no, Hrvati bi rekel iz inata. Jaz sem dobesedno začel na ta način hoditi k Maši vsak dan. V meni je bilo fajn, jaz sem se ljudem smejal. Prvi svet v življenju sem začutil eno radost v svojem življenju, smisel, da so ljudje res zmešani. Ja, mislim, da se upravičujem, jaz sem se smejal drugim ljudem, no, to se je hudo smejati, ne se reči drugega, ampak ne vem, če vam dam tukaj možnost, ozrite se naokoli, pa gledajte malo tudi drugega, no. Pa so te nekaj smiliti sam sebi. In te rekel, joj, se meni je res to preše. Ampak, ko pa vidim to, kaj ljudje tukaj nam zmanjka, no? Da ne znamo se ozreti okoli sebe. In jaz potem, ko sem začel k Maši hoditi, vsak dan sem začel odkrivati, kaj to pomeni sploh vera, slišati besede. Ne vem, prve besede so bile, je bilo brati in sestre, duhovnik jih reče 4-krat med sveto Mašo. Jaz ne vem, če so ljudje, ki so bili tam v cerkvi, to slišali. Ampak jaz jih še danes, ko jih izgovarjam, jih mislim resno. Če vam ta večer reče, da ste vi moji brati in sestre, mislim to popolnoma resno, pa če vas vidim prvič in zadnjič v svojem življenju. To je eden od razlogov, zakaj hodim v zapor. Ker tam so moji brati in sestre, ne vem, če so vaši, moji so. Pred leti se mi zgodilo to, da je prišla do mene ena obsojenka, rekla, veš kaj Robi, 9 let je od tega, kar sem odšla iz mladinske skupine. V teh 9 letih sem počela marsikaj. Najprej sem se začela ukvarjati z rekijem, potem z nekaterimi drugimi novodobnimi scenami, začela kaditi travo, padla na trše droge, nisem imela denarja, krasni sem v zaporu. 9 let je od tega. Ampak v teh 9 letih, potem je pa rekla, meni pa nihče od tvojih, čeprav so bili tudi njeni. Bratov in sester, niti enkrat sam tak poklical, pa vprašal, ej stara, je kaj narobe, zakaj te pa ni, kje pa si, se imaš toliko za oči. In ti pravi, da smo ljudje brati in sester. Jaz se zgrozim, tako, ko hodim tudi po različnih skupinah, srečanjih, nekaj ta večer, ne vem, a ste verni, a niste verni, se me niti ne zanima. Ampak, ne vem, ta občutljivost za sočloveka danes, no. Vse vemo, kaj Hofer dobil v četrtek, pa vemo, kaj Špar dobil v torek, ampak da nas pa sočlovek še kaj spodbuja, da se zanima za svojega soseda. A je okej, ali ni okej, ne vem, za svoje sorodnike, ne vem, prijatelje, za sočloveka, no. In tukaj mi je danes osnovna spodbuda, ki jo želim tudi sam, kot duhovnik, delati ljudem, da smo občutljivi drug za drugega. Da nam ne more biti kar vse. Druga stvar, ki me je mene obdržala v cerkvi, je ta, da sem začel slišati duhovnika, takrat je bil, ne vem, župnik Alfons Grozdek, je bil Škofje Loki, zdaj je v Krškem. Človek je enkrat pri pridih govoril, da je Jezus Kristus prišel zaradi ljudi, ki ga potrebujejo. So to ranjeni, hromi, kruljevi, prostitutke, cestnjeni, so to tisti, ki ga rabijo. Da ni prišel zaradi tistih, ki ga ne rabijo, pa tisti, ki ga rabijo. In jaz sem v tistem momentu točno vedel, da ga rabijo. Jaz nisem vedel, da ljudje tam rabijo. Tudi ne vem, da vi rabite, vem pa, da ga rabim jaz. Jaz sem lahko Robert Friško izfacal v zaporih, tako što ne znam. Potem padem to. Če nijam, ne vem, če se ne napajam, če ne živim iz tega, ker vsakodnevno me ljudje črpajo, če vidite tukaj kozarc, gre vsebina ven, ja tudi nekaj mora dati noter. Če ni moje vsebine, sem tečen, razdražljiv, ne vem, zadelčen, preklinjam, karkoli že. S to rabim to ves. Če vam je ljubša primerjava akumulator. Začel sem se učiti kot en majhen otrok.
Ne vem, se veste, so tam otroci prvi, drugi razred osnovne šole, pa gre v veruku, pa reče duhovnik pri veruku, dragi otroci, molitev je pogovor s Bogom, misli otroci. Potem začnejo tam, dragi Bog, jaz te prosim za mamico področja. Bog, jaz te prosim za sonce. Bog, jaz te prosim za lepo vreme. Mislim, ne vem, kaj boli že. Ampak jaz še danes, ne vem, tudi ko se vozim po slovenskih zemljah, veste, koliko križev srečam v cesti, saj tiste, ki vidim, pa vsakem dvignem roko, pa rečem nekaj, ne vem, ožijo šefa, si še zmeri gor. Bote rekli, da to ni molitev. Če je molitev pogovor z Bogom, potem je to molitev. Ne vem, naši predniki so postavili toliko in toliko enih lepih znamen, enih stvari, križev, kapelc, pa se jih niso zaradi tega postavili, ker bi imeli 2 kvadratna metra preveč prostora. Ampak iz spodbude, iz brca, jaz pravim v zadnje 3 črke. Tukaj nam zmanjka, no, ker ne znamo biti konkretni in potem počnemo s to svojo vero neke rituale. Tako, tradicija. Ne me razumej, da zdaj sipamo vse, kar je tradicionalnega, ampak če to ni živo, potem nam nič ne koristi. Potem je doskrat rečem, da nismo nič boljši kot farizeji, ki jih je naš šef kritiziral. Ker pač delamo samo zaradi tega, delamo kljubcev. Jaz še danes, kjerkoli sem rečem, jaz pridem v nedeljo k maši zato, da napolnim svoje baterije. Danes nedelja ni več nedelja, ampak je ne dela. To pomeni vse 4 od sebe in to je to. Ampak jaz v tistih vse 4 od sebe napolnim svoje baterije. Tukaj smo, no. Tako se je začelo, no, to moje, bom rekel, življenje v veri. Tudi nikoli nisem želel postati duhovnik, pač imel sem 5 skromnih želja, no. Imeti fajn ženo, fajn otroke, fajn hišo, fajn službo, fajn avto. Vse mora biti pa fajn. Ja, tako nekako, no. Želel sem postati kirurg, ja, res je. To je bila moja osnovna izbira. Če sem bil bolan na bele srajce. Pa mogoče sem tako rad ljudi rezal. Ne samo. To je to, no. Bil sem res, jaz ko sem slišal rešilca, sem bil vas bolan, sem hotel biti zraven. Na koncu sem se pa odločil za teološko fakulteto. V prvem letniku teologije sem šel poslušati tudi na medicino v predavanju. Upisal sem se kot laik, tako da nisem imel nobenih namenov. Po prvem letniku me enkrat pokliče moj domači župnik, pa pravi tako, ja, Robi, kaj bo zdaj stalo? Zdaj, kaj nič? Kaj pa kaj misliš? Zdaj, nič ne mislim. Človek je šel na telefon, v 10. zvečer poklical bivšega nadškofa Šušterja in se dogovoril naslednji dan, da prije z enim fantom dol. Jaz sem tresel tako, kaj z nekim škofom straši. Pridemo dol, gremo najprej noter do njega, jaz sem odzunil počakal 15 minut prednji redovnici, po 15 minutah se zamenjala in reče nadškof Šušter, ja, fant, kar v srcu. Vse mi je že tvoj župnik marsikaj v tebi povedal, kaj bo zdaj stalo? Tako gledam, prav nič. Pravi človek, si že danes mišljal o duhovniškem poklicu. Meni je bilo to tako kot, kaj ne zdaj reče, če mi rekel ja, bo rekel, ja, dobrodošel. Kaj? Zdaj sem rekel ne. Ker meni je bilo to res tisto, tako jaz, kaj? Kakšen Bog te kliče? Predstavljate si, da vam zdaj rečem, joj, dragi ljudje, vas kliče Bog. Kaj je stalo? Na čem si robi? Ja, ampak, ker si ne znam predstavljati, jaz kot z mladimi govorim to, me kar gledajo, tako kaj, ker si predstavljajo, da te kliče Bog, ne vem, kaj, da se nebesa odprejo, Bog oče dol pogleda, pa reče, hodi za mnoj, kaj? Ne vem, kako si predstavljate, da vas kliče Bog? Kaj danes, ker imamo mobitele, kaj se na mobitelu spiše številka nebesa, se oglasi Sveti Peter, pa reče, saj malo vežem na Boga očeta. Kaj, potem se oglasi Sveti Peter, ne vem, Boga oče, pa reče, a bi ti bil duhovnik, redovnica, misionarni izvajalka, kaj? Ali ker smo v zelo mobilni generaciji, pride na naš domofon pozvon Mati Božja. Reče, ni dan, kjer sem pa zvonanje veleposlanica nebesa. Jaz si tega nisem pa predstavljal. In na koncu prideva znač kofom do dogovora, da je tam ena hiša, ki se imenuje Semenišče, in da tam pravzaprav fanti odkrivajo. Kaj pa vem, tako kliče. Ja, jaz sem res s pomočjo fantov, ko so bili takrat v Semenišču. Moj prvi cimer je bil iz Rogaca, res kako. Ja, Jože Krah je bil moj prvi cimer. A kaj sem s pomočjo fantov, ko so bili tam v Semenišču, začel odkrivati, kaj to pomeni, da je to kliče. Ne vem, tudi če zdaj
jaz gledam eno stvar na vas. Ne zanima me, koliko imate boge široke, pa koliko imate kakoli drugega, ampak eno stvar gledam, to je vaš obraz. Ker mi vaš obraz sporoča to, no, da me Bog kliče, ker za me je vaš obraz Božja podoba. Če ste po čem podobni, ste potem, no, po očeh in po tem, kar govorite, ker je beseda meso postala. To me nagovarja. Če danes želim služiti svojim življenjem, često želim temu obrazu, ker me gleda. Ker me ta obraz sporoča. Tudi moje gesto kot duhovnik je, karkoli ste storili eno od teh mojih najmanjših bratov, gremo zdravo še in sester, ste meni storili v Matejovega evangelija 25. poglavje, karkoli narediš temu obrazu, ki ga srečaš kjerkoli. To je to, no. In potem vmes sem šel v zapor, padel in tako naprej. Ja, to za malo zapada vprašati. Živiš v Turin, se potem se pač pojavila možnost, da ste obiskali Rim. Seveda tudi v tistem času se nekako začelo to poslanstvo vaše povezano z zapori. Par let prej. Zdaj teče 21. leto mojega srečevanja v zaporu. Jaz, ko sem bil star 19 let, prvi letnik teološke fakultete, zagledam enkrat na fakulteti en plakat, ki je pisalo: če želiš spremljati zaprte osebe, pokliči to in to številko Centra socialno delo Vič, Centra socialno delo Bežigrad. Jaz gledam plakat, rečem, wow, zakaj pa ne? Ne vem, če zdaj vam rečem, gre se zdaj z mano zvečer v Celje, a gremo v Piskar pogled, kak je delajo ob sonci. Kot je rekel, joj, pa če nam kakšen kaj naredim. Kako še rekel, da gremo? Ja, ste za akcijo. Tukaj vidim gospet, ko ja, pa je mogoče ne, danes bi rajši jutr, tako. Ja, ljudje imamo običajno neko filmsko podobo, ne, v zapori, tisto kaj, ko vidimo, ne vem, zapor, pride paznik, 3 nadstropja, že paznik je tak grda, ne, kaj še letel v soncu. Celo so pa res prav tisti, tako grozni. Ampak ni, ne vem, jaz sem takrat pač šel. Jaz se nisem nikoli predstavljal, da bo to pomenilo, zdaj boš pa ti, ne vem, čez koliko je to klej duhovnik, sem sploh še nisem bil v semenišču. V mojem življenju je ena zelo močna beseda. In to ima 5 črk, pa 2x po 200 enaki. I, z, I, v. Izziv. To si jaz danes skupaj. Zdaj, ko me je, ne vem, ste me vi klicala, jaz bi lahko mirno dušen, kaj je rogatec, kje pa je to? Kaj so? To je na koncu sveta, kaj? No se spomnim pa znela, kje to je, pa kje je knjižnica. A gremo nekaj naše. Meni je to, no, meni je v življenju izziv. Izziv mi je zjutraj ostati iz postle. Izziv mi je prežeti vsako uro, ki je pred mano. Ne vem, koliko bom imel. In to je tisto gonilo naprej, no. Dokaj, ko v življenju nisem prišel do tega spoznanja, ker nisem nekdo včasih tisti musa, ne. Morati, ja, zakaj moram to, pa zakaj moram drugo, ne vem. Pri mladih je sploh ta morati, ne, joj, zakaj moramo v šolo, ne, zakaj moramo v službo, ne, tebi reče, vse ti ni treba. Moj starata je imel en stavek, tako modrost, ki meni od zadnje odzvanja. Veš kaj, Robi, v življenju sta mus samo 2 stvari. Veste, katere 2? Umret pa, delati vam ni treba, jesti vam ni treba. Umret smo rekli, ja, red, pa, na WC je sračkata, ne, tako je. Kaj probajte ne sračkati, ne bomo šlo. Zdaj, ker se tiste 2 ozadnje, da vsak direktno ga skregate in greste narazen. Tle smo, vse ostalo si moramo želeti. Vse ste rekel, zakaj moram prijeti v rogatec, bi je bilo težko, kot po norcih, res, vsaki kilometru, ker ga prevodim. Ko sem želim si, je pa fajn. To je to vodilo, no, da sem jaz prišel v zapor sploh. Meni ni tukaj za tega vprašanja, a te je kaj strah. Ne vem, meni je strah kako vas. Vse glavnina kandidatov je odzunaj. Ja, dejansko, kdo pa ve, da pa, ne vem, od vas čez par let ne bo nekdo v zaporu, star slovenski pregovor pravi, da je za vsega en ceg v zaporu. In stvari so življenju res zelo hitro lahko obrnejo. Čeprav smo še tako sveto prepričajo, sem jaz, ne vem, največji car, ki pa me to ne more doleteti, se življenje tako obrne danes do jutra. Ne vem. Jaz recimo, ok, danes smo človeka še zravno avto, ampak kolikrat se vozim sam, recimo, da mi neko bitje skoči pred avto in dela samomor, je običajno, če ni s prometno znaki drugače odroženo, ima peš s prednostnim vozečim vozilom. Kako ne dokažem, da dela samomor, če ni benga očevica? Tako, stvari so lahko zelo take, no? In
Recimo Slovenija je ena taka zanimiva država. V Sloveniji se 90% vseh umorov zgodi povezani z družinskim okoljem. Mene je strah prijeti ven domov. Hoče mi še kaj naredi. Tukaj smo, no. Zame zapor ni nekaj posebnega. Že od začetka ne. Že od začetka sem se zavedel pri sebi, da ne vstopaš noter in gledaš severnega medveda, ki je kaj drugače pa vsi ostali. Ampak je človek kot vi. Mogoče je kdo od vas bil noter, ne vem, pojma nimam. Nisem niti bil toliko pozoren, ampak ja, je zdaj od zunaj. Jaz vidim dostkrat, no je ta zaznamovanost hujši problem, ki si ga ljudje v glavo postvarjamo, kot pa sama, po rekel, realnost zapora. Potem sem, ko je za to delo zvedel, Načkov Šuštar mi je dal možnost, da grem delati na Dunaj ali v Rim, jaz sem se odločil za Rim. V Rimu sta dva velika zapora, en je Regina Coeli, nebeška kraljica, en je Rebibija. Rebibija je zapor s 1500 zaprtimi osebami, zdravljen zapor za 200 žensk, za primerjavo Slovenija ima cela skupaj približno 1400 zaprtih, manj kot ta zapor. V Italiji je 50 000 zaprtih, od tega 8000 tujcev. Moja naloga v tem zaporu je bila predvsem odgovornost za druge jezikovne skupine, ker naši dragi prijatelji Italijani zelo slabo govorijo kakšen drug jezik. Oni komaj da vejo, kje je Trieste, da vejo, kje je Slovenija, pa nimajo pojma. Res, to so zgubljeni popolnoma. Oni mogoče vejo, kje je ex-Jugoslavija. Tito. To je to. Tako da sem v tem zaporu predvsem stopil v stike z angleško govorečo populacijo, potem raznimi temi drugimi, francozi, španci, nemško populacijo, bivša ta, rečemo, jugoslovansko območje, bom dal oceno še srbo-hrvaško govorno področje. Tako da, ker teh je bilo kar, to je bilo takrat po vojni, leta 96, ko je bilo tudi ogromno beguncev še v Italiji, in ko je že šlo ta, bom rekel, begunski val v smislu kriminala. In preživetje, takrat je bilo že tudi Romov, je bilo glavna večina balkanskih, danes jih ni več, danes smo to glavno romunske Rome v Italiji. Tako da, to je bilo moje delo, sem se vrnil nazaj, sem dokončal študij, zaključil diplomsko nalogo z tega področja. Ko sem bil dijakon, sem delal v kliničnem centru v Ljubljani in zaporih na Povšetovi. Ko sem leta 1999 postal duhovnik, so se slovenski škof odločili, da mi dajo dekret za to področje, kar zdaj delam 14 leto. To je to pravzaprav. Kakšno, ko smo že ravno nekaj pri zaporu, kaj je v tudi nekako vodilo vašega življenja, zdaj delo z obsojenci, ne? Kaj pravzaprav dela zaporniški duhovnik? Ja, če lahko sem to popravim, ni vodilo z obsojenci, ampak delo z zaporom. Se pravi, moje poslanstvo je dvojno. Sem v vlogi koordinatorja za duhovno oskrbo, to pomeni, da sem zaposlen na Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer zagotavljam pravico do duhovne oskrbe. Tisti, ki ste kdaj držali v roki osnovno deklaracijo o človekovih pravicah, veste, da je ena od osnovnih pravic človeka tudi ta, da svobodno izraža svojo vero. Če mu je odvzeta svoboda, mu mora država to omogočiti, da izraža svojo vero, in moja naloga je to preverjati po vseh naših zaporih. Znotraj katoliške cerkve sem pa zaporniški duhovnik, kar pa, kot sem rekel, so pa vse skupine, ki se jih zapor dotika. Na eni strani so res zaprte osebe. V Sloveniji imamo, kako smo malo stane razvili? Ali je bolj, ali je okej? Ja, super. Saj lažje tudi razlagam, no. V Sloveniji imamo 6 zaporov na 13 lokacijah. Zdaj, to je malo težko razložiti kot to, da recimo Maribor ima 2 lokaciji, Rogoza in Murska Sobota. Koper ima lokacijo Nove Gorice še. Ljubljana ima odprti oddelek na Igu in lokacija Novo mesto. Tako, zato se reče 6 zaporov, 13 lokacij. Moja naloga je, da tedensko obiščam vseh teh 13 lokacij in sem v zaporu navzoč. Ne vem, če si predstavljate zdaj moje delo. Ne vem, tisti, ki pač poznate kakšnega duhovnika, kakšno delo je njegovo, recimo v župniji, to dvoje ni primerljivo. No, jaz nisem nekje zdaj tam, recimo, da bi prišel en zapornik, pa bi rekel, Bog da je gospod župnik, sem prišel za eno sveto mašo, a ste 17. aprila še kaj prej. Ni tega, no. Se zgodi to, da pride človek pa 20 minut preklinja vse ženske organe, kar je poznal v srpskem jeziku. Veste, kaj to mišljam? Pipu, kaj kačka, ja. Res, on tako, ja, tako, ja. Jaz bi lahko že po pol minute rekel, slišal, da si zelo jezen na enega, pa nekaj tako, ja. Pa ni, v resnici je samo to, da on potrebuje prostor slišanosti.
naredite pa izkušnje, se vam bo kdo daj doma jezil. Sam probajte slišati ga. Ne razumeti, ne reči se te razumem. Mene so to ravno te ljudje naučili, da jim ne rečem, jaz te razumem, jaz te ne morem razumeti, jaz nisem v vaši koži. Če bi v vaši koži, bi vas razumel. Te pa slišam. Jaz povečano rečem po enem času, ti pa zelo jezen meni, da bi sam kakšen podnapis na koga. Zgoče, ja, ta pazni, kje? Aha, čakaj, kaj pa je dosti pažno. Kaj se gre potem jeza dol? Naš problem v naših odnosih je to, da se ne slišimo. Če vas vprašamo, se vi kaj poslušate, od rekli, a se kaj slišite? Tukaj smo, ja. Mi drugega ne slišimo. Mi smo toliko pametni, da vse vemo drug od drugem. Eden samo z glavo pomiga, pa mi mišljamo se strinja. Kaj pa če jo samo razgibava? In to je danes glavni problem v naših odnosih. Kaj nam rečejo mladi? Mame, ti si toliko pametna zmeraj. Zakaj zmeraj težiti fotorej? Zakaj? Ker jih nihče ne sliši. Vsebina, ki je noter, jo nihče ne sliši, ampak vsak gor dajemo. Ja, veš, ne smeš tako, moraš tako. Lahko pustiš, da sam naredim. Ampak to je naš osnovni problem odnosov. Da pravzaprav imamo, ne vem, Hrvati bi spet rekel, bacanje kamena s ramena, ne drugega mečamo, pa se slišimo. Da imamo prostor, da mož sliši ženo, da žena sliši moža, starši otroke in otroci starše. To je umetnost danes. Ampak moje delo pa zapravo nič drugega kot to, da se učimo slišati te ljudi. Ker to, kar je njihova vsebina, je zame duhovnost. To ni materialnost. To, kar je v človeku, vsebina, je pravzaprav to, kar se od nekje nabralo. Vse mi ne kaže svojih organov, vse mi ne govori, kaj ima vse doma. Kaj nosi v sebi. Druga skupina so žrtve kaznivih dejanj. Ne bom rekel, da je to druga plat medalje, ker niso prostovoljno skupaj. No? Pomembno mi je slišati tudi to drugo plat. Sploh, ker sem se na ta način naučil tega, bom rekel, vzorca, da stopim 2 koraka nazaj. Meni žrtve v Sloveniji veliko krat sporočajo, da se počutijo izkoriščane, ker nikjer nimajo ravno tega prostora slišanosti. Grejo na policijo neki prijavki, ki sprašajo, ker potrebujejo za postopek, da izpeljejo naprej. Potem je tožilstvo, potem je sodišče. Nihče pa me nikoli ne vpraša, kako se jaz sploh počutim. In zato prije dosti od tega nekega strahu ali pa kompulzivnega ponavljanja, da ljudje počnemo stvari. Vse poznate, da kdaj kakšen, ki je bil zlorabljen in zlorabljen naprej kot odrasel. Ko grejo ljudje, ne vem, od doma, 5krat preverijo, če so vse zaprli. Pa še vmesno sem zaprl ali nič. Tako, s tem namenom sem tudi ustanovil en zaupni telefon, ki se imenuje Job, za žrtve kaznivih dejanj, da so ljudje tam slišani, ker so mi začeli postavljati vprašanje zelo zanimivo. No? Robi, povej mi, zakaj je bila taka božja volja, da je ta moški mene posilil? Zakaj je Bog hotel, da so ravno k nam v naši ulici udarili? Če ljudje ne dobijo odgovora na to, grejo, ta Bog je krut, prav naredijo križ kraščo z Boga, ni ga več. Jaz ne bom takega Boga nikoli verjel. In zato mi je pomembno, a se lahko kam obrnejo. Če mi v naših, rečemo temu okolji, tudi župnijah, ne slišimo ljudi, nam grejo. Mi nižno časi, ko lahko zelo preprosto rečemo, veste eni ženski, ki jo mož tepe, rekel, ja, gospa malo potrpite, se je Jezus tudi potrpel. Ker vam toliko žgala, da se bom do konca življenja zapomnila. Kaj to povem? Ne zastopite. Tukaj smo, no. Ne moram operirati s temi nekimi lepimi frazami, ne. Sej bo. Sej bo, veste, ja, nikoli ne vemo, zakaj je to dobro. Sej res ne vemo, sam, gledajte, danes je življenje njih malo bolj, no. Sej ne gre za to, da bi delali odgovore na to, da se slišimo. Tretja skupina, s katerimi delam, so družine teh prvih dveh. Dam klasičen primer, pokliče ena gospa, pravi, jaz ste vi gospod Robi, jaz rečem, ja, gospa reče, a prijete k nam na obisk, rečem, ok, zakaj pa, vam bom povedala, ko prijete k nam. Prijem k njim na obisk, pa gospa reče, gdje ste z mano v trgovino? Ja, ta gospa se boji biti v trgovino, ker ve, da bo tam srečala 2 kao prijateljci, ki boste ravno v tisti moment začeli govoriti, da si brali včeraj v slovenskih novicah, kako so prišli po tega policaji iskati, pa so ga z Marico odpeljali. Ja, govorite pa o sinu te gospe, s katero sem prišel. Mi se velikokrat ne zavedamo, kaj počnemo z našim govorjenjem. Slovenija je tak majhen prostor, da jaz stihnem tukaj čez 1 uro, bojo vedeli v Mariboru, da je Friška odskihnil v Rogatco, ne? In bo jutrne naslovnice. Ker ne vem,
Kdo je tle reporter, ko si neki slikajo? Mislim, tečem se. Pa že na Facebooku. Že na Facebooku, a? Ja, govorimo o tem, no, koliko ljudi je za nekom. Mi preberemo v časopisu nek naslov Drzna tatica podrla nemočno starko. Ko jaz pridem ženski zapor na Igu, vidim neko izcuzano džankico, ampak kdo vse je za njo starši? Veste, kaj se v glavi staršev dogaja? Vse smo jo okej vzgajali, vse jih hodila po ruku, pa prepir ni bila, je res nehala, ampak mi ne vemo, kaj se je z njo zgodilo. Čim je šlo v Maribor v srednjo šolo, se je vse zanomilo. Kaj smo naredili na robe? Veste, koliko je enih vprašanj? Ne vem, lahko je to vaš sodelavc, sodelavka. A sem naredil res vse, da bi človek ostal ob strani, zakaj se je to zgodilo? Nikoli sploh nismo odprli vprašanj, kaj se pri njih doma dogaja. Zdaj pa kar ni več. Ja, prebraste po časopisu, ne vem, da je bilo maltretiranje 30 let. Sosedje pa govorijo, da so bili prijazna družina. Ne, zanimivo, ko vidim te reportaže. Vse drugače so bili tako kar družabni. Pa nikoli ni bilo kaj slišati. Ja, ampak to je ta naš problem družinski, ne? Ja, da ne bojo drugi slišali, ne? Ne bojo kaj slabega mislili o nas. Veste, kaj se vse za našimi stenami dogaja? Naslednji programi za delavce v zaporu. Kdo pozna, kakšnega, ki dela v zaporu, ve, da noter vremenske razmere niso najbolj obetavne. No, se sijalo sonce, jutro bojo pa prekle bale raznebati. Ampak to je to, no, ne vem, jaz temu pravim, da rabijo spet ta prostor slišanosti, ker se ti nabira. Ne vem, nekom sonc smo jutro obravnavali na sodišču in je živčen in brca vrata in preklinja in pošilja vse nekam, ampak to pokasiraš. Ste slišali, da je že kakšno zagrenjeno trgovko? Ja, tudi jaz. Kaj pa zagrenjeno učiteljco? Tudi. Kaj pa zagrenjenega duhovnika? Jaz tudi. Ja. Pa ne važga, ampak tako, govorimo o tem, ja, kako smo ljudje, posebej tisti, ki delate v stiku z ljudmi, ampak ki ste delali v življenju, veste, o čem govorim. Ker imaš to, no, ne vem, pravijo, hiša, služba, služba, hiša, no. Nabira se ti in pozna se ti na obrazu. Če nimaš prostora, kdo te nekdo sliši. Če si ne znaš fila preterije. Ne znam sposobno, če ljudje vzemite se čas zase. Pa ljudje reče, ja, na mor, pa ja, kako ne? Kdo ga bo na mesto vzel, če ne? Naslednji program je za ljudi po prestani kazni. Vsak zapornik vam bo rekel, da ni problem zapora, pa ko priješ ven. Ker ti tukaj gor piše Z, A, P, U, R, N, I, T. In kamor prvo boš prišel, te bo vprašal, kje ste bil pa zadnje pol leta? Boš rekel v zaporu. Ja, to rekel, da se meni. Res, to je neverjetno. Jaz vam povem primer, ki je resničen. Sem prišel s človekom, ki prej ni hodil v cerku, noter je začel kmašati v zaporu. Pride v njegovo župnijo, ki sem želel iti z njim, ki mu je bilo tako. Polovica cerke so je nazaj vrnila. Jaz bi se pogrezil vzem. Jaz resnično sem velik kritik te naše, bom rekel, obsojene, no? Ker ni niti malo blizu nekega Jezusa Kristusa oziroma njegovega nauka. Ne vem, jaz srčno želim, da bi prišel čim prej, pa da bi stopil v naše srede in nam povedal tisto, kar nam gre, no? A je ta naša vera res živa ali ni? Ne vem, zakaj se moramo ljudje to pokvarjati? Tako, ko se je začela ta ljubav osvoboditev, jaz sem stalno ljudi poslušal, ja, zdaj so v prvih vrstah, prej so bili pa to, pa dajte, ali je to moje poslanstvo, se s tem ukvarjamo v cerkvi? Pred vami ne vem, kdo ste, ampak če bom za eno osebo delal odgovor, je to ena sama, veste kdo? Jaz. In tukaj nam zvankuje, no, ne vem, zakaj se moram stokvarjati zdaj, ja, ne vem, pretepli očeta, zdaj pa hmaš prišel. Ja, jaz poznam ljudi, ki so vsako nedeljo pa prmaš, ko doma pretepajo svojo ženo. Zvoljajo za vzorno družino v župniji. A to je pa okej, a kaj? To govorim, no, po prestani kazni je velik problem, no, mnogi grejo rajš nazaj, ker jim je tam okej, ne. Zabor je sploh ena taka inštitucija, ki na človeku pusti pečat. In zdaj v zuniji govorite o neki pravičnosti. No, jaz vam dam primer, ko se sliši, ki treba ne gre delati. Mislim, kam ne gre pa šel danes delati? Če imate kakšno službo, povejte, jaz pridem delati. Lahko da nekaj vprašam. Ne še. Ko bo gospa dala dovoljenje. En stari rogačan vas vprašal.
Kaj povezuje ustvari ljude? Evo, veliko so toga povedali. Kaj povezuje ljude? Ja, kaj povezuje ljudi? Evo. Kje? Povezuje egzame ena stvar. Katera? Ljubezen. Kaj je ljubezen? Kaj je ljubezen? Ja. To, da se jaz ta trenutek z vami pogovarjam, to je ljubezen. Ker če bi se stran obrnil, to ne bi bila ljubezen. Zelo preprosto. Vse ni nekih umetnosti pa filozofskih razprav, kaj je ljubezen. So učenjaki celo zgodovino ljubezen je osjećaj, koji ima odbojne i priročne atribute. Da. Mogoče za vas. Zame je ljubezen, a vas jaz, gospod, če dovolite, zame je ljubezen, če vas jaz grdo pogledam, to ni ljubezen. Če vas pa gledam lepo, je pa zame to ljubezen. To je to, pa ni neki osjećaj, ampak je moje konkretno dejanje. Mogu ja da ne pokažem? Ljudje vas noče imeti radi. Ljude povezuje razumnih potreba po sodobnim naučnim mislima. To je vzvodno naučba, vemo. Gospod, super vas slišam, jaz bi se z vami na koncu pogovarjal, ko bojo šli vsi ostali domov, prav pa mi dobili debato do sred nočija, prav. Ker ni fair za ostali, potem kakšno rekla. Ker bi imela lahko marsikaj za reči. Pa da drugih ne spravljamo slabo voljo. Ste ostali za to? Ste? Ja. Ok. Dobro je. Končal sem pri programu Ljudi po prestani kazni. Naslednji program je za Slovence, ki so zaprti po svetu. Trenutno imamo 260 Slovencov zaprtih po svetu, 60 tega jih je na Hrvaškem, drugače pa so po vseh zaporih po svetu. Od Peruje, Venezuele, po evropskih državah, praktično po vseh. In bom rekel, preko tega programa se trudimo ohranjati neki stik, biti pomoč, podpora, predvsem pri pošiljanju kakšne literature, knjig in tako naprej. Dostikrat se starši obrnejo, ker se ne znajdejo, recimo, ko so bili Slovenci zaprti v Caracassu, to je v glavnem mesto Venezuele, kako sploh prijeti, kako se tam obnažati, pravna pomoč. Jaz nisem vedel, da imamo tam močno slovensko skupnost, ampak potem sem pokličal eno gospod in v Caracassu, v glavnem mestu Venezuele, je zelo močna slovenska skupnost. In na ta način se potem obračamo in iščemo podporo za te ljudi. Naslednji program je za prostovoljce, to so študenti različnih ljubljanskih fakultet, ki se odločajo spremljati zaprte osebe, grejo skozi program izobraževanja, potem zaključijo z izpitom in potem spremljajo eno zaprto osebo. Če vam dam slovensko besedo, za to pomeni družabništvo. To je tako, kot me vi zdaj posvojite za en teden tukaj v Rogatcu, jaz sem z vami, ampak se bom marsikaj naučil od vas. Je res, gospod? Ne pa zmrzno. Nije mi dozvoljeno, pa ne mogu biti. A ja! Ne, vi pripravite za na konc. Nisam kimajte, to pa lahko. No, hočem reči, družabništvo v tem, da človek se naleze drug od drugega, nekih, bom rekel, vzorcev. Ob človeku, recimo, kot je zaprta oseba, si lahko pričakujete, da je ogromno nekega preklinjenja in tako naprej. To mi je fajn, če je nek prostovoljc, ki pa živi drugačno, ki se trudi, ne vem, narediti izpite, trudite diplomirati, kakorkoli, no, da ima nek trud, smisel v življenju. Ker danes tudi pri zaprtih osebah je zelo hitro tisto, ja, vse brez veza, ne. Kaj pa se bi jaz trudil, pa naredil faks, če pa nam imel pojem zaposlitve. Ampak ja, ko mu nek študent pokaže, da se vsem trudi, je drugačna spodbuda. In zadnji program je program obnavljalne pravičnosti. Kaj vam kaj pomeni beseda medijacija? Ne meditacija, ampak medijacija. Pravzaprav vodim medijacije med žrtvami in storilci. Da so osebe slišane na drugačni ravni, da povejo, kako so doživele ene in druge. To ne pomeni, da ne dobijo kazni. Ampak predvsem se njihov odnos spravlja na drugačno raven, ker drugač eni in drugi nosijo stvari sabo. 8 programov, ki deluje, bom rekel, pod nekim okriljem centra, ki še ni center, ampak nekaj dne bo z imenom Ecce Homo. To mi piše tudi na avtu. Besede homo ne, ampak center, ekce pa piše, kar pomeni glejte človek. Besede, ki so vzete iz Svetega pisma, ko je Pilat pripeljal Jezusa tako rekoč ven iz zapora, ga postavil pred ljudi pa je rekel, glejte človek. In ljudje so začeli opiti križajga. Stric Pilat vpraša, kaj pa vendar pušta naredi. Oni so še bolj opili križajga. In Pilat so mije roke in reče, dajte ga raš vi. Zgodno poznate. Ampak pravzaprav se tu dogaja
za moje logiko prav vsak dan, no, ko ljudje vpijemo drug proti drugemu, križajo, če nam ni po volji. Tako da predstavil sem vam to delo zapora, nisem sam zaprte osebe, ampak cel spektr. Pomembno mi je videti to celoto, ker je več barv. Ni samo ena, če se v življenju ukvarjaš samo z eno skupino, te zelo hitro potegnejo noter in začneš, joj, Bogi zaporniki, ali pa Boga žrtve, ni res. Pomembno je videti celoto, enih in drugih in tretjih, in to je moje delo. Se pa malo vseda, da bom naslednjo vprašanje. Zdaj sem že spraševala, če ste videli, kaj jasno videli, ker jaz sem samo listala, da ste pa domali, ker me spraševali, če še rabim. Ne, se kjezam. Zdaj mislim, da ste to vaše delo zapori res nazorno opisali, da je našim gostom zdaj predstavno jasno, kako to poteka in na kakšen način, mislim da. Pa, če se strinjate, bi pa mogoče presedlali, da tudi malo besedi o teme. Ja? No? Recimo poroke. Ne, poročen še nisem. Ne. Namreč, veliko mladih si zaželi, da bi bili ravno biti tisti duhovnik, ki bi jih poročili. Ki sem uradna priča cerkve, ja. Ja, no, tako. In ko sem v bistvu brskala po teh informacijah, sem v en da ljudi ženski čist bavijo, no, našla en tak na sveti so bili za super uspešno poroko, ne, pa je med 8 in 10 na sveti kak nek perfektno poroko bil tak. Če te kljub ženi po cerkveni poroki žive občutek dolgočasnosti, je pa na spletu moč videti, da temu še zdaleč ni tako, če te poroči župnik Robec Friškovec. S čim jih tako nadušite? Mislim, jaz sem videla posnetke, pa meni je jasno, s čim jih, ne, zdaj pa bi bilo fino, če bi našim gostom malo pogledali, kaj je to, kar je v bistvu res malo drugače pri vašem redu, kot naprimer spet tisti, ki ga pa poznamo. Ok, zdaj najprej da dam malo podnapisov. To ne pomeni, da zdaj se mene kar kliče, pa kar pridem, pa tako naprej. Jaz to vsak par želim spoznati, ker zame noben sakrament ni neko obrtniško, zdaj pa kar malo podeljujemo, pa tako jaz pa pridem, pa eno urca, pa to ni to. Ampak mi je pomembno par poznati. Jaz želim vedeti, kdo je in kdo sta in kakšen je njun namen. Tudi to, ni zdaj to, ne vem, naredimo klubco, pa poroka. Ampak si vzamem čas, se dobimo, se družimo, tako, potem stvar gre, no. Jaz pri vsej stvari želim spodbujati, da to ni moja poroka. Če bi si jaz, ne vem, imel možnost pripraviti svojo poroko, bi jo verjetno drugače pripravil. Je to njuna poroka, jaz sem uradna priča cerkve. In grem čez celoten obred, skozi vse in tudi povem, kje so možnosti in kje niso možnosti, kaj lahko. In želim, da dejavno sodelujeta pri tem. Ker sta si ona dva izbrala. Ne zdaj tisto, zdaj bo dala te friško z 20 evrov, pa ti dela vse. Ni to to. Mislim, jaz pri nobeni stvari v življenju nisem jukebox. Zdaj ljudje lahko plačate. Ker to ni fair. To ni fair, prosto ni fair. Želim ljudi, da aktivno sodelujejo. Tudi sodelujejo pri tem. Jaz tudi pri samem obredu ni nič drugega kot to, da sem tak, kot sem v zaporu. Jaz se v zaporu pogovarjam, kot zdaj, jaz vse sedim, ampak jaz moram vas videti. No? V zaporu pri vsaki maši je tako. Pri maši dobijo ljudje tekste, celotne maše od A do Ž. Rečem, ok, to, kar je masni tisk, je vaše, velja? Kar ni masni tisk, puste meni, razen če noče da zamenjamo, reči ne, ok. Ja, ker mi pridejo tudi neverni ljudje tja, tudi drugače verni. Ampak, če že tam, jaz ga povabim, ne sodeluje. Sredi maše mi dvigne roke, Robi, zakaj imaš zdaj tako roke? Vi veste, zakaj ima domači župnik tako roke? Kaj kako ne vprašate? Zdaj mu vroče tudi spoči. Ampak ja, meni to zmanjka, no? Ker delamo od stvari toliko samo omevno, sploh ne vemo, kaj se dogaja, potem je tukaj, no, tukaj ven. Na koncu kakšna gospa reča, jaj, tam si imel pa naš gospod župnik tako lepo pridigo. Reče še, kaj pa pridigo? To pa ne vem, ne poj pa Tukaj nam zmanjka, no, ker nismo pri stvari in jaz v zaboru to sprašujem. Jaz pri vsaki maši vprašam, povejte mi, odkud je bilo prvo berilo. Če bi to prvo naredil v Rogačo, jaz stvarjam nekaj gledati, no? To je kakšno prvo berilo. Ne, odkud je bilo drugo berilo, odkud je evangelij, vedno, še vedno, tudi če sem odzunjeno maš. In tudi na poroki to delam. Jaz
druge tudi vprašam, ne vem, se pogovorim, ok, povejte mi tako. Rečem, dajte meni in ostali so v cerkvi razložiti, kako ste pa še v tej točke se odločili za poroko. Pa vprašam, ne vem, če imate razlog, je to to. Pa rečem, jaz sem malo rada. Ja, bi pa lepo. A bi data še kaj še tako, potem gremo na ta način. In to je ta aktivnost mogoče, ki ljudi nagovarja. Da se lahko vsak pri sebi vpraša potem, zakaj sem tisti dan, ko je ta poroka tam. Ne vem, da ne gremo s siromašničnim. Mislim, meni ni to zdaj sam tekoča problematika, da imamo poj žurko, pa smo Slovenci nabiti komine, a ne? Dobro, ovce, tako, da smo ga pilka štelja. Ne, ni res. Zame je vsebina, poroka je zame vsebina. Vsebina ljubezni, kot sem prej z gospodom, ampak ja, to je to. Ker je Bog ljubezen. In tukaj se gremo to, no. Zato jaz nisem nič posebnega zdaj tako, ampak učim se vključevati ljudi aktivno, učim se spodbujati in da smo ljudje pri stvari. Tudi vas tukaj, ne vem, jaz moram z vami komunicirati. Ne moram 8 listov zdaj prebrati ni. Ker ni to, ni to. Da komunicirate z ljudmi, pa oni z vami, pa še malo kasneje. No pa še eno dejstvo, tako zanimivo, da ste res vsestranski človek, je bila vdaja, zdaj zapojejo. Ja, res je bila. Tam se nastopili z Mično Nino Pušler. A ona je bila Mična, kaj pa jaz? Mam si pa te že popadal. Jaz sem se, ja. Ne, ja, v bistvu ste poželi kar dobre uspehe. Takrat? Ne, jaz grem tudi na vodaj, pa to ne pomeni zdaj, ne vem kaj, nekateri duhovniki so se tako zelo zgrozili z mojim nastopom na televiziji. Ja, ker tukaj je spet isto, no, se nekaj ne spodoli, pa tako, meni ne gre to, da bi zdaj kakorkoli zdaj hotel onečastiti ugled slovenske cerkve. V smislu, da zdaj pa hočem nekakorkoli. Jaz se pri vsaki oddaji tudi vprašam. Ali je, ne vem, je bila zdaj oddaja, ki jo vodita Jure Godler pa Tilen Artač, pa sva zelo dobro prijatelj s Tilenom, ob neklicu pa sem rekel, lej, prosti, ne, ker mi vsebinsko stvar ni. Pa sem bil tudi na oddaji, jaz ti tudi odpadel, pa oba poznam, in Vladota in Jure, ampak, mislim, zakaj gre in kam to pripelje, kaj želimo sporočiti? In tudi z Nino sva izbirala pesmi, ni bilo ni zdaj tako, da bi ne vem karkoli hotla, ne vem. Ja, dajmo pokazati stvar družavištva tega, da smo, no. In jaz mislim, da je tudi to bil tisti osnovni namen, da smo na koncu tudi to ljudem predstavili. Sta zmagala na tisti sezoni? Ja, sva zmagala, ja. Zmagala? Zanima koga mogoče? Kakšen odsek? Ja. Prosim za temo, malo en presenečenje. Jo. Samo nazaj pozrli. Če bo slišal, tisti glas poznam. Da sem zbrali kar naključno, ja. Sem pa še reti kot za... Tisto bom veten, kaj je to, če ona ve, če se vnelo moje je srce. A si zaspal, za kakšno stvar, za njeno stvar, a si zaspal, ne bi jaz bil mečken tvoj komar. Se mi pa zdi, pravi mi ti, bolj cel življenje bila kri. Včeraj te
in te žre, drgeš, mažeš, praskaš se, pobeda žalba ne popravite. A si zaspal, Za kakšno stvar, za eno stvar, za katero stvar, a si zaspal, da bi jaz bil majčken tvoj komar. Se mi pa šli, kaj se ti zdi, da bi mi ti, pa cel življenje bila kri. A si zaspal, za kakšno stvar, za eno stvar, za katero a stvar, si zaspal, da bi jaz bil majčken tvoj komar. Se mi pa šli, kaj se ti zdi, da bi mi ti, pa cel življenje bila kri. Dega, 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 dega. Dega, 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 dega. Zakaj se pa smejite? Ni manj nerodno. Lahko javno gledate z Nino. Ne vem, zakaj imam jaz tudi, da ste imaš čas nekaj počinite opravičevati. Ne, samo malo sem se razveljil. A ja, naj vam ne bo nerodno. Nam je klik, mislim, zanimiva oseba ste, resnično zelo, jaz mislim, da se s tem vsi strinjajo in tudi zaradi tega je res danes tako blizu Rogača, ko ga pač na naših predvitvah nismo vajeni, ne? Tako da smo zelo veseli, da se krajemo glasovali. Res? Pa hvala Bogu, da sem počel, da sem lahko zahvalen. Tako da jaz mislim, da res danes smo z vami preživeli čudovit večer, sem pa seveda res dolžna dati besedo tudi naše publike. Verjamem, da imate kar nekaj vprašanj, tako da izvolite z besedo na dan. A vam je že vse povedal, Robert? Ne, ljudje so ponavadi taki, da reč poslušajo, kaj pa sprašujejo, ne? To je tisti izziv, ne? Ja, sprašujte. Izvolite, gospod. Ne sprašaj, prosim. Imate bolj ta primer, ker tak, ker spovojen pri vas, ne zapornik noter in pravi, jaz sem nedolžen, pomagajte mi. Ne tole, da je po nedolžnem zaporu, to je ne narejen, kako nekaj najbolj tragično, kar mora biti. Ja, lejte, zdaj bom tako rekel, pa to ni zdaj upravičilo njih, ampak prva stvar, ki jaz po zaporu slišam, je, jaz sem nedolžen. To vsak reče, ampak zakaj? Ker smo ljudje tako naravnani, da običajno krivdo valimo nekoga drugega, ne? Vse učiteljca nikoli nisem bil kriv, ker sem šel odpisal. Ampak je zmeraj do učiteljca, ker je dati težko kontrolno, ker je dati tisto, kaj še nismo vzeli, ker ne vem, tako, vedno so nekaj zbog. Ok, recimo, da se to. Uporabili ste besedo pomagaj mi. Jaz ljudem ne pomagam. S enim posebnim razlogom, lahko vas malo gospa. Veste, ker zdaj ne pomagam ostati. Zdaj sem jaz tako dobro, da se ne pomagam ostati. Hvala. Meni je res. Jaz zagovarjam, da ima človek vsebino v sebi, da je lahko. Jaz sem sopotnik, spodbuda, vrsta vlagati črke, predvsem pa verjamem v Božjo pomoč. Oziroma tisto Božjo lekcijo vsebino, da človeka vodi naprej. To je to, no. Jaz tudi potem obrnem ogledal, pa rečem, kaj si pa že probal narediti, recimo, kaj pa, ko slišam, da mi sporočaš, da si nedolžen, kaj si se pa že, kam si se pa obrnil, kje pa vidiš še možnost. Tako, on rabi zdaj ta pogovor, se pravi, vodi proces, ne pa vsebine. To je tudi ta razlika, ko ljudje meni dostkrat rečejo, ne vem, neko stvar, joj, ne vem, mene mož tepe, pomagajte mi, recimo. Ja, to, kar bi jaz naredil. Ne vem pa, kaj ta gospod lahko naredi. In zato jaz ne delim receptov ljudem, ampak povprašam, kaj pa bi bilo smiselno, kaj pa proba narediti, kaj pa bi bilo, da bi se stvar spremenila. Tako, kako bi pa to prišlo, po kateri korak. Sprav, vodiš človeka do tega, da pride do tega cilja. Ker danes smo pa ljudje tako naravnani, da bi mi radi takoj recept in takoj se mora spremeniti. Mi gremo v trgovino, pa iščemo v policah, če je kaj, da nam bo boljš. Ker mora pomoč od nekaj drugih prijeti. V resnici imamo pa stvari v sebi, no. In to ni to, no. V zaporu slišam marsikaj, no, tudi pri izpovedi marsikaj povejo.
Bistveno je tudi, da spoved ni zdaj spoved, smo naredili gluhco, tudi en reče, ja, zdaj si se uprav grehu, pa je to, ampak stvar tudi poboljšanje tvoje poti za naprej. To je za me zelo pomembna priprava na spoved. Tako, ko sem začel delati v zaporih, še nisem bil duhovnik, potem, ko ti ljudje začnejo sporočati, ne vem, spoved, ne vem, kako spovedi, kako pa ne povem, vse kakšnega greha pa nimam, reče. Super, ne? Pa začnejo, ne vem, varianta, danes, ko jaz zadnji, ker sem bil pri sveti spovedi, to se ne spomnim več, po moje takrat zadnji sem se poročil. Moji grehi so, mamice sem nagajal, dočno sem se stregal, nisem odbogal, sem mal, stop, koliko ste pa vi str? Ne vem, str je 45 let, 8 let je že v zaporu, in ona je pravi, da je mamici nagajal. Ljudje ne se kecati, no. To je to, no, ker delamo po neki šablonski spovedi, isto smo se nekaj učili, ne vem, v osnovni šoli do neke birme. Ko pa vprašaš človeka, kaj je narobe, pa se nimamo kaj posebno kaj. Mi danes vse, kar delamo, je vse okej, a prav? Ne, ni, seveda ni. Veste, koliko je enih stvari? Meni je ena stvar primerjava, rečemo, ne sem slabega storija, ampak ki dobrega opustil. Koliko variant sem danes imel, ki sem jih dobro opustil, ki jih nisem preprosto naredil, ne vem, se mi ni dal, ker je šlo mi mene, ki nisem bil pozoren, ker sem bil, ne vem, rutinski. Tako so te stvari, no. Zato jaz v zaporu, ne vem, konkretno prejšnjo nedeljo sem jim dal list papirja, 100 vprašanj. En stran je, no, zdaj pa pete malo skozi to, pa malo zmerimo te priprave. Zato, da je res življenje. Jaz tudi rečem, za me spoved kot ena stopnica. Da se pred spoved tudi zavedam, da želim rasti po stopnica gor, da napredujem. To je to poboljšanje v življenju. Mene dosti ljudi vpraša, koliko ljudi se je pa že spreobrnilo v zaporu? Pojma nimam. Ne vem, koliko se jih je pa že odzunaj? Ker ni ta logika za me odpove, no, zunaj smo dobri, noč so pa slabi. Tako, črno-belo življenje, ni res. Ker, kot sem rekel, no, za me je to en svet, kjer ima zapor neko posebno mesto, ampak da se pa človek popravlja, pa dela povsod, ne. Tudi jaz moram rasti po stopnicah, izpovedi rasti. Postajam drugače. In to je tudi smisel moje, bom rekel, duhovne rasti. Da postajam drugačen. Ne tisto, da mi reče, ja, jaz sem že prestal. Ni res. Vsak dan, ki ti je dan, imaš možnost, da postaneš drugačen. In to je to. Še kakšno vprašanje? Če lahko pres, ko ste na začetku rekli, da sta brat pa mama komi po 3 mesecih pač izvedla, da vi hodite k maši. Kako so pa bolj to sprejeli, da ste se odločili za duhovniški poklic, pa vse to? To je bilo tako zelo hudo, ja. Oče še dolg časa ni mogel sprejeti. Tudi, ko se ga počel povabiti na novo mašo, in človek da roko, moja starša sta ločena. Mi da roko in pravi, ja, ne bi bil ti kaj drugega. Oče lansko leto sem diplomiral na teološki fakulteti, čez 2 meseca na novo mašo vabite, to je to. Mislim, ni bilo nekega veselja. Danes ljudje živimo, da je človek nekaj vreden, če ima potomca, drugače je nič vreden. Jaz se s tem ne strinjam, no. Zame je človek vreden, če je uresničen. Mislim, vreden, kot vreden, če zaživi. Pa kakorkoli že, kako ste zaradi mene vdovci, vdove, kako ste nekarkoli. To ne pomeni, da niste več vredni. A zaživite, kot tisti, to je zame vrednost življenja. Jaz sem lahko, zame pravim, da sem srečno samski. Tako je tak čistko, ljudje, kako se jim daj predstavljamo. To v smislu, ja, tukaj živim in tukaj se uresničujem. Poslanstvo, da sem predal svoje življenje v služenju cerkvi, služenju so človeku, služenju Bogu. Tako da, ni bilo lahko, so se potem stvari začeli obračati. Tudi, ko ljudje vidijo mene, da meni je fajn, potem pustijo danes, ne gre za nobeden. Mogoče bi bilo večje problem, jaz se smo ti rekla, ker če bi jaz kaj drugače, jaz se smo ti rekla, pa nič poslušala. Ko vidijo, da je z mano ok, jaz se res počutim uresničenega. Ko mene ljudje vprašajo, če sem srečen, jaz ne vem, kaj to bom biti srečen, kaj jaz zdaj skačem od tal do vrha, kaj ni, meni je uresničenost. V mojem življenju je tudi trpljenje, ampak s tem živim, ker tudi to obrodi svoj sad. To ne pomeni, da je moje življenje, da sem jaz od jutra do večera, bi rekel, tudi smajenih sistem, ampak
da pravzaprav rastem z vsem tem, kaj imam, da mi je tudi hudo, sem tudi razočaran, da sem tudi žalosten. Ne vem, ko vidim kakšno stvar, gledaj tako, pri ljudeh pač rehajo, res tega treba, mora žalosti, ampak tudi to je del mojega življenja in to me izpopolnjuje. Danes bi ljudje radi bili vrtnice brez trnja. Nič ne boli, pa bi nič narobe, pa vse to je. Ampak je, potrebno s tem živeti. Tlej tudi tako, bom rekel, tako obdobje smo, ne? Vse mora biti lepo, nič se ne smemo kregati, pa hvala Bogu, da se ljudje kregamo, samo se znamo kregati, pa se znamo pogovoriti. A se znamo slišati, pa znamo rasti z tega. To so meni večje umetnosti. Ni problem to, da se skregamo. Ker itak, da samo skrega, se ima vsak različno izhodično točko v svojem življenju. Jaz gledam iz tega zornega kota, ali pa z drugega. To je to. Še kakšno vprašanje? Sprašujte zdaj, ko sem tukaj, ne potem, ko bom šel. Ja, sem hodil obrazom, pa nisem upala. Zdaj še bomo malo počvekali, sicer mogoče se bo kam odprli. Kdo pa rekel, da takrat odgovarjam na vprašanje? Reči, da se vas tu, Samo svojega varnostnika ne bo odpredil. Če pa ni, vprašanje. Čakajte, vsete se dovoljno, vse bojo še. Dajte tako zaključiti, dajte hitro, ki je hodno zaključiti. Še eno vprašanje, dajte, no. Mene res nekaj zanima. Dve imamo še, bravo. Dovolite, da je on naprej prišlo, pa vi, izvolite. Na začetku ste omenili, da ste iskali nekakšen smisel v življenju, ne? Ja. Lahko danes rečete, da tudi še iščete na njihov ta smisel, ali ste ga že našli? Ne, jaz sem ga že najdel. Ker drugače, iskanje smisla bi se poznalo tudi na meni, se je poznalo na meni. Smisel je, bom rekel, v vsebini. Tudi v veri, tudi Bog je zame postal smisel. Vera je zame smisel. Da ne govorim to, da sem kot član cerkve, kar mi je super in vse okej, ampak smisel življenja je, da vem, zakaj živim. Da imam izziv, da zjutraj ostanem, da zaživim, da s tem, kar počnem, da bom rekel, vodim proti temu cilju. Imam upanje, kar je danes velik problem, ker ljudje nimajo upanja. Mi smo spremenili našo življenja iz neke prihodnosti upanja v prihodnost groze. Meni je bilo stalno neka groza, tisto groza, vse je bilo brez veze, učitelj je imel piki, starša sta se mi naučila, kako si upate to delati, brat je bil metalc, jaz sem bil roker, tako, vse je bilo grozno. In zdaj prijeti na prihodnost upanja. Danes je to osnovni problem pri mladih, ker nimajo upanja. Zelo podobno, če tisti, ki ste kdaj se ukvarjali s filozofijo, ko je Nietzsche rekel, Bog je mrtev. Pravi, upanje ugasnilo, ne Boga ni, Bog je mrtev, umrl je. In dejansko te danes tako obnašamo ljudje. Mi smo žalostni, mi smo, vse nam pade dol. Zakaj hodil v službo, kaj je za ta denar, ali kaj še za položnice nimam? Zakaj bom študiral, kaj nimam zaposlitve potem? Zakaj se itak vse brez veze? Ni upanja. In to je to. Jaz tudi v svojem življenju pravzaprav želim prižigati to upanje danes. No? To sem tudi med mladimi, ker je največji problem. Njihova osnovna drža ste jo dal pozvali. Tako dobro, razširjene noge pa glava dol. Pa vam to daje kaj upanja? Ne, ker glave ni gor, ker ne pogledam. Zame upanje vizija, tam dol. Da vidim naprej. To je to, no. In če v življenju spremljali to in se trudili, prav to, no, dati glavo gor. Mi smo zmeri z glavo dol. Dati glavo gor. Zelo težko je glavo gor držati. Zelo težko. Ko začnete, ko vidite sebe, ko začnemo obupovati, je že dol. Upanje je tam gor. Naprej. Tukaj nas dol tlači stvari. No. Da ne iščem več. Hodim po poti proti cilju, ampak vem, kaj je moj smisel življenja. Ja, jaz sem želela to vprašati. Vi večkrat povedali kakšen članek za ognjiščo pogovor z mladimi. Ja. Ali to šole povabijo, ali greste kdaj k veru, ko ste povabili kdaj k kakšnemu veru? Mladinske skupine lahko povabijo. Ja, mladinske skupine. Kaj pa kdaj pri mogoče pri veru, ko pri mlajših otroških se tudi taj? To je starostna stopnja srednje šole. Aha. Mlajših ni, ker jih je težko spraviti do razmišljanja, ko vsaka starostna stopnja ima
neko, bom rekel tako, pri teh srednjem obdobju mladostnikov se pojavljajo zelo ta eksistencialna oziroma vprašanja o samem smislu življenja in tako naprej in je zelo smiselno z njimi to predebatirati. Ker pri mlajših imajo običajno nekoga, ki ga vodi, voditelje in gre skozi ni toliko teh vprašanj. Ker potem ne dobiš več kot sam to ja, ne. In to je potem zelo težko. Pri mlajših, pri srednji šoli, je pa toliko drugač in zato. Najprej sem imel z njimi pogovore preko medmrežja, preko Facebooka, preko četa. Potem so pa oni začeli izražati, da bi se radi osebno dobivali. In zdaj grem na njihovo željo, pravzaprav hodim mesečno od skupine do skupine in neko temo, ki jo želim z njimi predelati. Recimo ta zdaj, ta zadnja obnišče, ker nema, pršo živanja še ni. Ki je papež že ta navajavci, že je sam na Svanci. Je ravno tema bila, kje si sploh mladi napolnijo baterije? Kaj sploh razveseli? Ker vzame je strašansko vprašanje, a je velika noč tista, rekel, ogromna baterija, zaradi katerega kristjani sploh stojimo ali pa pademo? Da je nedelja potem tista res tako, in mladi preprosto ni. Njihov odklop je to, da gre v sobo, da slušati gor pa ja, to, da pride domov, pa gre na računalnik, pa gre na Facebook, ne? Oni so na računalniku po 5-6 ur na dan, tako. Se predstavljate, kako je to? Jaz si ne predstavljam, kako je sploh. Ampak to je njihov ta imaginarni svet, ki se ga ustvarjam, bom rekel, beg od realnosti, beg od odgovornosti. Točno je, da se me zauči, točno je, da me dva čaloga, ampak on gre tja v ta svoj svet, kjer mu je cool. Ker tam lahko sadi, ne vem, igra Farmville, ne vem, kaj vse počnejo. Od pogovorov tam ni dosto. Če ste kdaj spremljali pogovore mladih na temu Facebooku, kaj? Živijo, nazaj pride živijo, pa en smajli. Kaj delaš, nazaj pride nič? A se vidimo jutri, nazaj pride ja. To pogovor. To je tipičen slovenski pogovor. Gospa, s tem pa sem, gledate malo roko. Veste, kako se slovenci pogovor? Ja, dober dan. Kako okej? Kako, ne? Pa drgač. Ja, ne? Ja, pa sem pa kaj doma. Kako je zdravje? No, sam da je zdravje, pa bo vse v redu. No, ampak to ljudje delamo drugo na ulici. Ako se kaj povedal, v povezavi s tistih, kaj se bi rekel slišati, ja se res slišimo. Meni je totalna bolna stvar. Za novo leto si ljudje voščimo enega srečnega pa zdravega. Ja, koga? Preprosti stavljam, kaj sem že nič kolikokrat rekel, pa kaj, a ste že kje videli hodili okoli kakšno srečno novo leto je šambenga? Kakšno zdravo novo leto je šambenga? A kako smo ljudje prav tisto napupani? Vse vemo, kaj si želimo, da je bilo vse dobro, ne? To je to, glej, vse eni reče, vse naj, kaj že. Ampak v resnici pa, ne vem, če človeka res slišiš, če poznaš potem tudi tisto res želiš, pa ni res. Obdavite me, če se motim, da je zdravje vse. Ogromno je. Ampak jaz poznam ljudi, ki so bolni, so tukaj noter bolj, kakor pa najskašni zdravi. Mislim, stvar je v tem, kako ti gledaš na življenje, kako sprejemaš stvari. Na koncu si vemo, kakšna je naša zadnja točka, ki ni zadnja točka. Tega nima kaj biti strah, čeprav nas je največkrat tega strah, da bomo mogli gledati. Ja, ne vem, kako je danes na zadnji dan. Jaz se doskrat vprašam, ok, če je to, pa lahko rečeš, lahko noč pa greš, takrat človek začuti mir, pa ne mir vse. Takrat imaš priložnost, če mi Bog da jutro še eno šanso, kaj lahko spremenimo jutrišnjem dnevu, da bo drugače današnjemu in da bom na vprašanje zvečer odgovoril, kaj če to moj zadnji dan. In tukaj, no. Tako da, kaj se tiče teh skupin, preprosto, če me povabijo iz mladinskih skupin, če imate tudi kakšno mladinsko skupino, tudi če so 4, pride z veseljem. V petek konkretno sem v Laškem za majsko številko. Tako da, tam noter je tudi naslov, kamor napišete in to. Da sem vam odgovoril. Ja, hvala. No, in ker vidim, da slišite mlade, ne, in vam se zaupajo tudi, a potem dobite kakšne povratne informacije, da
Da pa je uspeh, da so šli malo po drugačni poti, ker recimo smo slišali danes, da vi ste pravzaprav zelo pozno čutili ta izziv, da se srečate z Bogom. Kdaj ste pa res to začutili, da ste se srečali z Bogom in da ste poklicani za ta poklic, ki ga opravljate? Da ste res začutili, da je samo to, da vas je polno zagrabilo? Kdaj sem začutil? Sem veliko prej, preden sem postal duhovnik. Ampak kdaj sem začutil? Takrat, ker sem bil z njim na ti. Takrat, ker sem povedal tisto, kar sem lahko, Bog, jaz pa ne vem, če vate verjamem, ampak tako, da sem to, da je ta spontanost nastala vmes. Da ni Bog eden gor, jaz sem pa dol. Da ni Bog tisti, ki, ne vem, dela kuglice, pa jih dol meče. Bog, ki mi zdaj želi slabo. Jaz doskrat dam ljudem za narisati Boga. Tudi žrtvam kaznivih dejanj, ker potem vidim sploh, zakaj mi tako govori, kot mi govori. Ker ljudem imamo zelo zanimive podobe o tem, kako si Boga predstavljamo. Ampak jaz sem ga začutil takrat, ko sem bil z njim na ti. Ampak kako ste bili na primer stari, ko se je to zgodilo? Ker recimo kot 18-letnik ste prišli v cerkev, je bil to... Ne, takrat sem bil 14-15 let. Aha, ja. Ko sem pač v cerkev. To se pravi, sem pa je 18 let, ko smo na ti, ja. Kakšno je pa vaše stališče glede zakramentov, ki zdaj sprejemajo recimo sveta Birma v 8. 9. razredu, to so mladostniki, ki razmišljajo tudi, mislim, ker se razmišlja zelo materialno, ne? Vi se pogovarjate z njimi, kakšno je tu vaše stališče do tega, da sprejetja teh zakramentov? Jaz mislim, da predvsem... Da razumete vprašanje. Slišam vas, ja. Če ne bom prav odgovoril, popravite potem. Jaz mislim, da predvsem bi se dalo v to pripravo marsikaj vložiti in pokazati, da je Birma oziroma sad Birme, sadovi svetega duha, da so praktična stvar. Ker problem danes Birmancov in Birmank je, da imajo ogromno znanja, ogromno tega, tudi v šoli, zbombardirani vsem, ne vejo, kaj s tem početi. Saj mi imamo diplomirane ljudi, ki pa jih dobiš v službo, pa je tako kot fah idiot, pardon, in tako, ker se žalite, pa se ne zna obrniti. Kaj ti pomaga tista diploma, ki imaš potem? Manjka praktičnost vere. Zato, in tudi nam ostalim manjka ta praktičnost vere, to ni samo stvar Birmcev, zato jih tudi ne znamo kaj dosti usmerjati, kaj zdaj pomeni ta praktičnost. Kaj je to dar modrosti? Dar umnosti? Pa se vsi veste, ko ste v problemu, da se morate usedeti dol. Dajte en ključen problem temu mlademu človeku, ki ga ima. A ne gre jutri v šolo ali ne? Kako ga zdaj lahko razrešiti? Kje ima vera tukaj mesto? Mi to vero preprosto ločujemo, da je nek tam, moje življenje pa tle. In to ni prav. Zame vera in življenje tole mora biti konkretnost tega, no. Tle ni, se meni se zdijo leta čista prava, tako, 8. 9. razred, ker nekako tudi se opadejo v to, bom rekel, ta preskok potem v drugo obdobje, bom rekel, zrelosti in je kot nek prehod. Jaz dosti rečem Birmacem in Birmankam, to je tako, ko, ne vem, da ste zdaj postali diplomirani katoliki, ko me kar gledajo. Ja, dobimo ste list papirja. Če s tem listom ne boste vedeli, kaj početi, vam to nič ne pomaga. To je to, no, da bi bila stvar bolj praktična, no, bolj življenjska v smislu, da vejo oni, kaj s tem početi. Ne, da jih ženemo, vse znajo odgovoriti. Jaz sprašujem lahko, povejte mi 7 grehov, vse našteje, 7 zakramentov, vse našteje, molitvice, Ko pa rečeš, a zvečer kaj molite, ne, vprašal sem, kaj pa ne, veste, kaj mi reče? Ne vemo kaj. Zakaj reče ne molite? Ne vemo kaj. Vse je fajn, da zna obraziti, ampak če ga ne zna uporabljati, kje pa molite? Ja, prmaš. Kje prmaš? Ja, redko, katere družine še molijo skupaj. Ne vem, kako v vaših koncih, jaz sem upam govoril za Ljubljano, da ne vem, če najdem v celi Ljubljani 100 družinke molijo. To je to, ko se pogajajo za Ninive. Ja, hvala lepa. No, rekli ste, da ne dajete recepte, ampak me vseeno me zanima, kakšno je pa vaše stališče do tega, pa vseeno mogoče ne kot recept, mogoče kak vi razmišljate o tem,
kako bi sta, ker so tako materialno je vse naravnano. Vse se mora bleščati okrog birme, darila so zelo pomembna. Kako to ozavestiti pri starejših in potem pri mlajših? Pa vse smo vsi taki, ne? Na nek način. Ampak kako to ozavestiti res, tudi pri mladih, niso darila pomembna. Pomembno je to doživljanje, pa da bomo znali to živeti. Da to je ta zakramen. Niti eni župniji nisem srečil tega, kar bom zdaj povedal. Jaz sem vse birmance imel tam, tisti dan v cerkvi. In vsem župljanom bi naročil, da naj na dan birme grejo do vsega birmanca in mu stisnejo roko. Verjemte mi, da se bo svojo birmo zapolnil. Ampak tudi na ta način, da bomo ljudje stojijo ob strani. Ne sem to, da damo dve roko. No, ker tle ta zavest. Mi pač imamo birmance, smo jih zdaj nagnali, ljudje so tam prnaši, škof pride, škof gre, pojedina, ne vem, vse to, ampak, to je dogodek župnije. To je dogodek župnije, ampak to nisem stvar, da se mora župnik spomniti. Kje se župnija spomne to? Kje so ostali ljudje? Tukaj nam manjka, vsi smo, jaz pravim, smo vsi tisti, ki lahko pripomoramo, da je stvar drugačna. Če bo eden od vas, ko te imeli naslednjo birmo v vaši župniji, šel do vseh birmancev pa rekel, spomnim se predavanja od Friškovca, pa sem počel, ti želim, ne vem, kam te bo odneslo, ampak kdaj rabiš sem tukaj? Si predstavljate to? Da on ve, da lahko pride, tudi če vas sploh ne pozna, ampak da ve, se lahko nekam v življenju obrne. Kaj danes mlad človek rabi? Sprejetost. Ravni človek samo sprejetost. In vse v življenju delajo samo zato, da bi bili sprejeti. Barvajo si lase, da bi bili sprejeti med svojimi sovrstniki, kupujejo firme, ne vem kaj vse, samo zato, da bi bili sprejeti. Da jih ima eden vendar za Božjo voljo rad. Na majici bi si napisali, pick me up, tukaj se me kdo vidi. To vse počnemo, pa vse to delamo vsi. A se kdo od vas ne želi biti ljubljen? Vsi. Kaj vse počnemo? Ja, tudi druge uriti tlačimo samo zaradi tega, da mi boljši spademo. To je to, no. In se da narediti ogromno. Sam, tukaj ni enega recepta, da to delajte, ampak vsak od nas lahko ne vem karkoli. Ne vem, če bo ena gospa spekla na predvečer piškote za te birmance, pa dobil en piškot, pa bo vedel, da je ljubo od tega uspe en piškot tisti dan. Pa bo mogoče bolj zalegel pa vse tisto darilo. Ne osveščamo tega, kar pomeni biti vloga botra. Jaz vidim po župnijah, ko se to preganja, vse župniki smilijo, ker morajo stalno, ja, lejte, boter ne bi bil tak pa tak, vse piše, lahko je boter, se pravi, botra lahko sploh ni. Lahko sta oče ali pa mama zraven. Ampak mi to nalogo botra, kakšna je sploh naloga botra, kdo je boter? Ne zdaj, da kar enega damo, sam zaradi tega, da bo pa, ker je brat, pa ni. Mislim, boter mora imeti osebino, mora sporočati nekaj. To je to. Dan smo izgubili to botrstvo, tako tisto je šlo. Vedno v bivših časih je imelo botrstvo zelo neko tako socialno vlogo, da je pomagalo in štipendiralo kot slova, kakorkoli, ne vem, v nekaterih delih Slovenije, mislim, da za vsako veliko noč do konca sem letke, da more botr pa nas potem darilo, nekako kot slova, ne. Mislim, na veliki podelek. Ja, mislim, so različne, mislim, ampak botr je v prvi stvari tisti prostor, kamor lahko birmanc pride in je ob njemu. Ne vem, dati srečanje za botr, res, ne vem, srečanje poklicati botr, res, ne vem, kako bi jih pršlo, ampak si jih vzgajati, no. Tokno v birmancih in birmancih. A še kakšno vprašanje? Evo, župnik, izvoli. Se prosite, da izkoristim tole priložnost, da mi gospod Robi pomaga. Preda je bilo eno zanimivo vprašanje, da je gospod Jože vprašal, glede tega, če pride Robi do spovedi, pa mu zaupa, da je nedolžen, če mu lahko pomaga, to mu ne more, ker kar je spoved, to je tajnost. Ampak nekaj drugega. On se vsak dan srečuje s stiskami ljudi. Isto breme, ki ga človek nosi v sebi. In za mene zanima z njegove pozicije, kaj gleda, na primer, na zakrament spoved. Kaj naj bi današnjemu človeku, ki nima več dobenega greha, dobene odbiranje, potem relativizme, ko se sam postavlja norme, pa še je smiselno danes spoveda ni.
je za mene kot duhovnika gotovo, ampak na splošno, Robi, prosim, pomagaj. Ja, hvala župnik. Ja, tudi z njim sem Martino. Ne veste, kaj videl smo različne izdanje, ampak isto vsebino imamo. Različito pakovanje, ampak vsebina je Zdaj, jaz bi vas tako vprašal, no? A ste kaj usmiljeni drug do drugega? Dajte najš povedati, koliko je. Zdaj rekel, da ne, prosim. Ne bom rekel, da ne. Ampak tako, koliko do koga smo, je res? Nismo do vseh, ampak koliko nam kje paše. In koliko kdaj. In to je to. Zame pa spoved začutiti res tisto usmiljenje, da dejansko so stvari dar, prejemam in dajem. Mi smo tokrat na tej rezervi v življenju. Mi bi vse radi nekaj zadržali, pa nekaj tako imeli v zadnji, pa ne še pa tako. Božja logika je zelo drugačna, no? Dejansko, zaston ste prejeli, zaston dajajte. Vse, kar imate, ne govorim o vaši materialnosti, o vašem denarju, ampak o vašem življenju, vse smeha si ne morete zaslužiti. Skaj se ne nasmehne drug? Ampak to meni sporoča spoved. Ker pri spovedi je zame odnos, jaz Bog, ki je Bog usmiljen z mano. Dostkrat me vprašam, zakaj verjamem, da je Bog usmiljen do nekoga. Ne vem, do nekoga, ki je nekoga ubil. A veste zakaj? Zato, ker vidi celoto. Mi vidimo tisti delček, zato smo ga dali na sodišče, pa je na sodišče obsojeni. Bog pa vidi celoto. Kaj je nekoga pripeljalo do tam noter. Bog vidi celoto, zakaj si jaz te stvari naredil v življenju, ki sem jih naredil. In zato je usmiljen z mano. Se pravi, da z našimi grehi nima nič za početi, da jih meče čez ramo od zadnjih, to sveto pismo pravi. In tukaj je ta, rekel, dimenzija odpuščanja. Mi vse prevečkrat smo užaljeni in zamrljivi. Jaz si sploh ne morem predstavljati Božjega obličja, da je užaljen ali pa zamrljiv. Ampak, če jaz želim postajati njegova podoba, ravno po zakramentih prihajam do tega. No? Kaj je moja naloga kot hristijan? Jaz pravim, da čisto iz drugega, ne zato, sem duhovnik, ampak to, da postavim drugi Kristus. Biti hristijan pomeni biti učenci Jezusa Kristusa, je kaj? Če bil, ne vem, Michelangelo učenec, bi delal Michelangelove stvari, če bil Plečnikov, bi bil Plečnikove stvari. Bi se mi poznala to. Ker sem Kristusov, a se njegova drža pozna v mojem življenju. Tudi to usmiljenje, ampak to se lahko učim tam, kjer sem pri svojem učitelju, bom rekel, v šoli odpuščanja. Vse kot te, ne vem, vse verjetno ste mnogi že, ampak ko začutiš, da prideš res k spovedi in izliješ vse, da poveš tudi tisto ranjenost, ki te je sram povedati, da pač poveš, ne vem, da ni problem zdaj mogoče to po grehu, ampak da se preprosto nimam rada, ker stalno mislim, da sem nič vredna, ker tako, kar slišam od nekje. Mislim, en kup teh stvari, ampak da to izlijam tam, res to svojo stvar, ko dobiš nazaj iz Božje strani to odpuščanje in sprejetost zame tono. Jaz vam ne znam povedati, ko ljudje začnejo kar solze biti dol, ko začutiš, da je kamen dol padel. Zato je zame spoved. Zame ni spoved. Mislim, jaz danes vidim, ljudje smo preveč ti formalisti. Ko me začnejo tako, ne vem, čakaj, a ja, to reče, no zdaj je velika noč, pa moram jeti, ne? Ali pa zdaj bo Božič, pa moram jeti. Kaj pa vmes? Tukaj je, ker, ne vem, vsak dan greste do hladilnika, pa ga vsak dan odprete, da ste usmiljeni do svojega želočka. Pa ne govorim, da hoče zdaj vsak dan spovedi, ni to stvar, ampak ustvariti si to potrebo, to željo, potem si tudi bolj pozoren na to, kar se v tebi dogaja. Ker če ni, mislim, če ne greš, potem ni greha, mislim, ni nič, ne? In tukaj nam zmanjka pri nas, no. Mogoče je nas ta tradicija tudi daj, ker so ljudje težji prišli do cerkve, ali kaj, ne vem, da so šli samo enkrat na leto. Se pravi, cerkvena zapoved, kaj, spovesti se enkrat v leto in vsaj veliko nočnem času spremlja svetorešne telo. Ampak začutiti to željo po tem osebnem odnosu, tukaj nam pa zmanjka. In dokler imamo še te priložnosti, dajmo to izkoristiti, no. Ne vem, dokler je še v Sloveniji 1300 duhovnikov, dajmo to še korake delati v tej smeri. Ko tega ne bo več, bo to težje. Se mi zdi, no, vsaj jaz, ne vem, župnik, če sem ti odgovoril na to, ampak
Jaz na ta zakrament gledam zelo praktično. Da je to drža, kjer se jaz počim, prijemno odpuščanje in ga dajem potem tudi naprej. Si hotel nekaj reči? Ravno tudi isto se dopolnjujemo v tem spoznanju, da človek to, kar nosi v sebi, tudi kot neko breme mora odložiti, nekomu odložiti. Kot je prej bilo potrebno, da se zapornik nekomu izkašlja, da tako rečem, in da nekdo posluša. Kaj posluša? V tem primeru, na primer, nas Bog posluša. Ne daje sodbe. Vrže tisto preko ramenu, ne? Ampak nas posluša. In tem ravno, ko smo mi pripravljeni na neko stvar pred seboj, pred Bogom in približnim, priznamo, da nismo prav delali, tem je potem tisti notranji mir, ki se začenja ustvarjati v Božji milosti. Je? Res je. Vse podpišem. No in zakaj? Ne bi jaz rad bil apologet, ampak ravno hočem povedati tisto praktično vrednost tega sakramenta, ki je za človeka potrebno. In na to navezuje potem to spravo. Danes na različnih ravneh se moramo ljudje med seboj spraviti. Ampak dobro, pustimo tisto javno, kar je v javnem življenju to. Ampak prva stvar, da človek samega sebe sprejme takšnega, kot je. V dobrem in slabem. Naprimer, Škof Jamnik je mladim priporočal, preden grejo spovedi, najprej 3 dobre lastnosti naštejejo, pa slabe. Kaj hoče s tem povedati? Človeko je oboje, je dobro, je slabo. To je pa od njega odvisno potem, kaj pri njem začne prihajati na dan, kaj stopa v spredje. In sprava je ravno v tem, da ti sebe realno presodiš takšnega, kot si. Ker če ta prvi korak napraviš, da sebi priznaš, da tudi ga, po tvoje povedano, pokronaš, potem ne bo težko tudi reči Bogu, oprosti mi to in to je bilo. Ampak tisti trenutek je pa tudi so izpolnjeni pogoji, da drugemu sežeš roko, pa mu rečeš, oprosti mi. Ne samo ti oprostim, ampak tudi ti meni oprosti, ker nisem se delal pravi. Je ta vzajemnost, ki se prepleta ravno pri spovedi na različnih področjih. Ko ti doživljaš, na primer, v zaporih med ljudmi, ki gotovo potrebuje tudi tega miru in sprejetja, kot tudi vsakdanjem življenju. In zunaj. In zunaj. Vsej, to, kar sem začetku rekel, če sem še to jaz, ko ljudi gledamo obraz, zapore vidim pregorno. Rešetke vidim na obrazih. Nesprava se pozna. Neodrešenost se pozna. Na obrazu se pozna. Preprosto vidiš, a je ta obraz res ta prav? Kako oči žarijo? Sem to ti je treba človeka pogledati, ne vem, pa ti sporoča, da je zaskrbljen. Kako je človek utrujen, pa je vseeno kaj. Ste že kdaj videli kakšno truplo, brliča? Vse je utrujen, ampak na obrazu se vidi, da je ta človek res, rečemo temu, spravljen odšel z tega sveta. Res, te obrazi so neverjetni. Jaz tako, grdo se bo zdaj slišal, da mi Mrlič ogromno pove, ampak tako, ko vidiš ta obraz, to je neverjetno, neverjetno. In tudi naši obrazi, ne da rečemo si lep, ni lep, ampak tisto sporočilo, in to si vedno znova naravnavamo. Ok, zaključna misel. Jaz mislim, da je sploh ne rabno. Razen, da se vam zahvalim za res super obisk. Mislim, da